Če razmišljaš o podcastu za svoj posel ali kar tako, potem je tale video točno zate. V tem videu ti povem, kaj podcast sploh je, kako ga lahko izkoristiš za svoj posel, kakšno opremo potrebuješ in kje sploh začeti. Kaj torej sploh podcast je? Podcast je digitalno audio ali video datoteka, ki jo je mogoče prenesti in poslušati na različnih napravah, ter vključuje epizode serije o določenih temah. Podcast je lahko v različnih oblikah, lahko je kot intervju, lahko je kot monolog, lahko je kakšna izobraževalna vsebina, zabavna vsebina in tako naprej. In mogoče te zdaj zanima, zakaj podcast sploh imeti za svoj posel. In tukaj je 10 razlogov, zakaj je podcast lahko koristen za tvoj posel. Prvi je povečanje prepoznavnosti blagovne znamke. Skozi podcast se lahko uveljaviš kot en strokovnjak na svojem področju in se tako začneš širiti tvoja prepoznavnost na širše in večje področja. Drugi korak je doseg novega občinstva. S podcastom lahko zelo enostavno dosežeš nova občinstva, naprimer, če imaš goste, so lahko to občinstvo tvojega gosta in tako razširiš svojo publiko. Tretji razlog je grajenje odnosov s potencialnimi novimi strankami. Z ustvarjanjem redne in kakovostne oziroma dragocene vsebine lahko s podcastom gradiš zelo dobre odnose s svojimi potencialnimi strankami in tako gradiš na zaupanju in zvestobi. Četrti razlog so nizki stroški marketinga. Podcast lahko predstavlja zelo cenovno ugoden način marketinga v primerjavi z drugimi, saj v bistvu za podcast ne potrebuješ ogromno drage opreme ali pa drugih virov. Peti razlog je, da vsebino iz podcasta lahko potem uporabiš v različnih drugih oblikah. Podcast lahko uporabiš komot tudi v drugih oblikah, kot so naprimer za blog vsebine ali pa za podelčkih, mogoče ga razrežeš in ga deliš na družabnih omrežjih, kot sta Facebook, Instagram, YouTube, TikTok in tako naprej, in tako ustvariš v bistvu z eno epizodo podcasta celo kopico novih vsebin. Šesti razlog je, da izstopiš iz množice. S podcastom se lahko lepo ločiš od konkurence oziroma množice in se prikažeš kot en taki inovativni in napredni brand. Sedmi razlog je večja obiskanost spletne strani in boljša SEO optimizacija. Podcast lahko pripomore k večji obiskanosti tvoje spletne strani, saj recimo vsako epizodo podcasta lahko vgradiš v svoj blog oziroma recimo na spletno stran in tako ljudi v bistvu vabiš, da podcast poslušajo na tvoji spletni strani. Tako povečaš v bistvu verjetnost, da bodo potem na spletni strani kliknili še kaj drugega in si mogoče celo ogledali tvojo glavno ponudbo. S tem, ko pa zmeraj znova objavljaš nove vsebine, pa daš dober znak tudi Google, ki te bo zaradi tega verjetno uvrščal tudi višje med zadetki. Osmi razlog je enostavno ustvarjanje vsebine. Podcast lahko predstavlja enostavno in hitro rešitev za ustvarjanje novih vsebin, saj za vsako epizodo ne rabiš pisati oziroma spisati ogromno vsebine, pripravljati posebnih grafik, posneti video in tako naprej. Seveda pa to ne pomeni, da ni priporočljivo. Deveti razlog je ustvarjanje osebnosti tvojega brenda. Podcast ti omogoča, da ustvariš osebnost svojega brenda in ustvariš en taki človeški odnos s svojimi poslušalci, ki te vedno bolj spoznavajo, ti zaupajo in tako gradiš na dobrih odnosih. In deseti razlog je povečanje prodaje. Podcast lahko pripomore k povečanju prodaje, saj lahko v posamezni epizodi podcasta poslušalce v bistvu povabiš k svoji mogoče novi ponudbi ali kakšni drugi smiselni ponudbi. Seveda pa to ne pomeni, da je potem tvoj podcast še samo en oglasni prostor. Zraven tega pa lahko vsako epizodo torej vgradiš tudi na svojo spletno stran in tako povabiš v bistvu poslušalce, da podcast poslušajo tudi na tvoji direktno spletni strani. S tem povečaš možnost, da bodo kliknili in si pogledali še kaj drugega na tvoji spletni strani in med drugim tudi tvojo ponudbo in se morda celo odločili za nakup. In mogoče se zdaj vprašaš, kaj oziroma katero opremo sploh potrebuješ za svoj podcast. V resnici ne obstaja samo ena pot. Zelo je pa tudi odvisno od tega, koliko finančno želiš vložiti v podcast. Moj predlog je seveda to, da je tvoj podcast čim bolj kvaliteten in čim boljši. To pa seveda tudi ne pomeni, da moraš zapraviti ogromne količine denarja za vso opremo. Lahko se seveda odločiš in investiraš v svojo opremo, nabaviš studio, mikrofone in vse druge naprave, lahko pa se odločiš na drugi strani tudi za nižjo cenovno rešitev, ki je dostopna za vse podjetnike. Odločitev je seveda tvoja.
Če še nisi 100% siguren oziroma sigurna, da je podcast prava izbira zate in za tvoje potencialne stranke oziroma za tvoje občinstvo, potem je mogoče smiselno, da si najprej začneš z malenkost nižje cenovno varianto, ki jo pa potem nadgrajuješ po potrebi. Pomembno pa je razumeti, da je primarno podcast audio format, zato je zelo pomembna kvaliteta tvojega zvoka v podcastu. Seveda pa lahko podcast zmeraj tudi podkrepiš z videom in tako združiš v bistvu video in audio format v sam podcast. Ne glede na to, na kaj se odločiš, pa vsekakor potrebuješ mikrofon. To je najpomembnejši del podcasta, zato ti svetujem, da investiraš v dober mikrofon. Če iščeš cenovno ugodno oziroma brezplačno rešitev, lahko kot mikrofon uporabiš tudi mobilni telefon. Še boljša rešitev pa so slušalke z mikrofonom, ki jih običajno dobiš skupaj s telefonom. Druga oprema, ki jo nujno potrebuješ, je računalnik ali telefon za snemanje podcasta. Če snemaš podcast direktno na telefonu, potem lahko uporabiš čisto navadno aplikacijo Voice Memos, recimo na iPhonu. Če pa snemaš svoj podcast na računalniku, potem ti svetujem, da uporabiš brezplačno aplikacijo Audacity, s katero lahko posnameš in potem tudi editiraš svoj podcast. Tretja oprema oziroma ni čisto oprema, je v bistvu zelo pomemben del podcasta, to je tih prostor. Torej, prostor, v katerem snemaš, je zelo pomemben in je fino, da je tih in pa da v prostoru ne doni. Če podcast snemaš tudi v video formatu, potem mora biti prostor tudi primeren za snemanje. V tem primeru moraš poskrbeti tudi za dobro osvetlitev. In četrti del je izbira platforme, na kateri bo gostoval tvoj podcast. Obstaja kar nekaj različnih platform za podcaste in vsaka platforma ima neke prednosti, ki ti jih ponuja. Izbira pa je seveda odvisna od tvojih potreb. Če začenjaš na začetku in nimaš nekih posebnih potreb, potem ti svetujem, da uporabiš kar Spotify for Podcaster, kjer lahko brezplačno ustvariš svoj račun za podcast RSS feed. Preko te aplikacije se bo podcast v bistvu avtomatsko objavil na Spotifyju. In seveda mi želimo z podcastom doseči čim večje občinstvo, zato je smiselno, da aplikacijo povežeš še z drugimi predvajalniki podcasta, kot so Apple Podcast ali pa Google Podcast in tako naprej. In vse to lahko narediš znotraj te aplikacije samo enkrat na začetku. Ob vsakem naslednjič, ko naložiš novo epizodo podcasta, pa bo to že avtomatsko delovalo. Še preden pa greš v akcijo in se lotiš snemanja svojega prvega podcasta, pa ti svetujem, da narediš en testni podcast. To pomeni, da testno posnameš en podcast in potem poslušaš, da se prepričaš, da je zvok, da je prostor, če snemaš video, tudi video, osvetlitev, vse kot mora biti. Zdaj pa te najbrž že zanima, kako se torej lotiti snemanja podcasta. In tukaj je 7 korakov. Prvi korak je izbira teme in priprava vsebine. Na podcast se je namreč fino pripraviti. Fino je vsaj določiti neko osnovno temo in o čem želiš govoriti, kaj je tvoje glavno sporočilo. In če snemaš podcast za svoj posel, potem je za svoj podcast tudi fajn, da si narediš strategijo, kaj je namen tvojega podcasta in kako se bodo potem tvoji poslušalci pretvarjali v stranke. Ampak v strategiji bi v bistvu lahko posnela še cele kupice videov. Drugi korak je, da poskrbiš za miren in tih prostor, ki ne odmeva preveč. Veliko podcasterjev snema svoje podcaste tudi kar v omari. Zakaj? Ker je prostor dovolj majhen, tih in pa obložen, da zvok ne odmeva preveč. Seveda pa s tem ne rabiš pretiravati, sploh če bo to potem vplivalo oziroma te odvračalo, da se lotiš naslednjega snemanja. Pomembno je samo, da je kvaliteta zvoka dovolj dobra. Tretji korak je, da posnameš epizodo podcasta. Priporočam ti, da za snemanje uporabiš kar aplikacijo Audacity, ki je brezplačna aplikacija, v kateri lahko posnameš svoj celoten podcast in ga potem tudi enostavno editiraš. In tako gre. Ko odpreš program Audacity, vidiš nekaj takega. Torej, tukaj zgoraj, kjer se premika moj mikrofon, lahko vidiš oziroma spremljaš glasnost svojega mikrofona. Če tega še ne vidiš, lahko tukaj klikneš in klikneš potem Start Monitoring. Se pravi, tukaj spremljaš, da tvoj mikrofon res deluje, potem tukaj imaš nastavitve za zvočnik oziroma za izhodni zvok. Tukaj pa imaš potem še zelo pomembne gumbke, kot so pauza, snemanje in pa play oziroma stop snemanje. Zdaj, kako začneš z snemanjem podcasta?
podcasta, lahko klikneš kar na polje z desnim miškinim gumbom in klikneš monotrack. Torej dodaš en monotrack, razen če potrebuješ pač kakšno drugo, potem lahko zbereš tudi drugi način. Če pa govoriš samo ti v mikrofon, je monotrack čisto ok. Kako začneš z snemanjem podcasta? Je tako, da v bistvu samo klikneš gumb rekord. In ko klikneš tale gumb, se ti bodo začele v bistvu prikazovati ene takšne čudne grafike. To je zvok. Zdaj, recimo, črta pomeni, da je tiho. Torej, če sem jaz recimo zdaj tiho, bo nastala samo črta. Ko pa govorim, se naredijo tile oblački oziroma ti grafike in tako se tvoj podcast snema in lahko govoriš in tako naprej. Ko želiš zaključiti z snemanjem, klikneš samo stop. In to je vse, kar potrebuješ za snemanje podcast. Četrti korak torej je, da podcast čisto preprosto editiraš, lahko pa seveda editiranju nameniš veliko več pozornosti. Dodaš lahko uvodno špico, lahko zaključno špico in uporabiš tudi različne programe. Pokažem še, kako lahko čisto enostavno oziroma osnovno urejaš svoj podcast. Seveda lahko za urejanje podcasta najameš tudi kakšnega drugega izvajalca, če pa ga želiš urejati sam oziroma sama in ne potrebuješ veliko elementov oziroma gre za samo neko osnovno urejanje, pa ti tukaj pokažem kako. Naprimer, če začneš snemati podcast in je na začetku delček, ki ga si seveda ne želiš vključiti v svoj podcast, ali pa da recimo je nekaj časa čisto tiho, lahko to enostavno odrežeš. In to narediš tako, da samo klikneš in povlečeš in tako označiš, kateri del recimo želiš izbrisati. Potem pa enostavno je najlažje, če klikneš kar tipko delete na tipkovnici in tako je tvoj podcast se že ureja. In potem, ko podcast recimo poslušaš naprej in ugotoviš, da mogoče je tukaj preveč prostora, kjer je bila tišina, naprimer tale črta v bistvu kaže, da je tukaj bilo samo tišina in želiš tole mogoče izrezati ali pa mogoče je kakšen delček, kjer se zagovoriš oziroma ne želiš vključiti v podcast in ga želiš obrezati oziroma izrezati iz podcasta, enostavno v tem programu samo označiš, od kod do kod želiš izrezati in klikneš delete. In to je vse. In verjetno tudi na koncu, potem, če takoj ne klikneš stop snemanja, je fino obrezati, da ni potem kakšnih šumov ali kakšnih nepotrebnih informacij. In to je v bistvu takšno čisto osnovno urejanje podcasta. Zdaj, če v podcastu imaš še kakšno začetno in končno špico, potem jo lahko tukaj tudi dodaš. Peti korak potem je, da podcast še izvoziš. Ko zaključiš z editiranjem in si zadovoljen oziroma zadovoljna s svojo epizodo podcasta, ga je potrebno še shraniti oziroma izvoziti v pravi format. Ko je tvoj podcast urejen in pripravljen za izvoz, klikneš le še file in potem export as, fino je, da tukaj značiš, file, export in izvoziš kot WAV. Šesti korak je potem priprava in objava samega podcasta. Pripravljen podcast potem enostavno naložiš na izbrano platformo, naprimer Spotify for Podcasters, in dodaš naslov, po želji kakšen opis in druge informacije. Sedmi korak je potem promocija. Potem pa sledi še promocija tvojega novega podcasta in nove epizode. Idealno je, da podcast objavljaš zmeraj na neki določen dan, naprimer ob četrtkih, tako da se tvoje občinstvo lahko navadi na tvoj urnik in že pričakuje z veseljem tvojo novo epizodo podcasta. Vsako novo epizodo pa ti priporočam, da objaviš tudi na svoji spletni strani. Naprimer na blog, kamor lahko vgradiš predvajalnik za podcast in tako v bistvu obiskovalec ne rabi zapustiti tvoje spletne strani in lahko podcast, posamezno epizodo posluša kar na tvoji spletni strani. Idealno je, da na takšni blog objavi dodaš neki kratki povzetek, o čem govoriš v podcastu, ali če želiš še korak naprej, napišeš cel transkript podcasta. S tem bodo na račun prišli tudi tisti, ki ne marajo poslušati in raje berejo in lahko tvoj podcast v bistvu preberejo. To pa bo zelo dobro vplivalo tudi na Google. O novi epizodi pa potem seveda obvestiš na svoji mailing listi in pa na vseh družabnih omrežjih. Kako se ti zdi podcast, ga že imaš? Ali mogoče razmišljaš o tem, da bi ga ustvaril oziroma ustvarila?
zapiši spodaj v komentar. Če ti je bil ta video všeč, potem te vabim, da klikneš subscribe in pa like in pa seveda ta video deliš tudi tistimi, ki bi jih ta vsebina lahko zanimala.